Dobrodošli tu na kmetiji Mali raj v Dolencih, čisto ob mađarski meji. Tukaj v bistvu ta vrh hriba je že vse Mađarska. Kada nahajate se drugače v občini Šalovci, toliko vam je mogoče poznano, kjer občina je to. Je kraj, ki je v bistvu pred približno 100 leti imel okrog 800-900 prebivalcev, 130 hiš. Sedaj ima 46 naseljenih, pa okrog 120 ljudi trenutno živi. Bilo je 130 hiš, zdaj je 46, pa od tega je 10 vikend, ostale pa v bistvu staroselci oziroma starejši ljudje, pa recimo v zadnjih 3 letih so se 3 otroci rodili tukaj, tako da boste malo dobili občutek, kje se nahajate, kako je pač v bistvu v nekem smislu, ker prihajate iz mesta ali pa iz centra, da veste, kako pač se tukaj v teh 100 letih intenzivno izseljevalo po celem svetu, od Amerike, Avstralije, Francije in vse to. Da malo dobite, se pravi, vas Dolenci je nekdaj bila zelo pomembna vas z furmansko potjo, tukaj tam makadam naprej pelje do Mađarske, samo z Mađarske se ni več ni ceste. In tu proti Hodošu je bila furmanska cesta za časa Marije Terezije, kjer so vodili z konji blago do Načkaniže, Zagreba, Reke in Dunaja. Neka logika je, ker so se peljali na obrobju Panonske nižine, zaradi turških padov pa vsega tega, ker tam po ravnici na Mađarske, na Avari, pa to, da ne bi uničevali ali jih ne bi ropali. Drugače pa to desna stran je pa biti bolj hribovita, se pravi, za vašim hrbtom in normalno konji, pa to bi bilo težko pred 200 leti. Drugače vas Dolenci se nekje 1311 so prvi zapisi, sicer kot Sveti Nikolaj nad Hodošem, tukaj je ta cerkev, gore se smo jim peljali, teda v bistvu v nekem smislu ima zelo dolgo zgodovino. Je pa res, da je to pač tako vse povsod se je spreminjalo. Tukaj, ko je nogometno igrišče, je bila velika furmanska gostilna in bilo je, mislim, da 22-21 hlevov, se pravi za konje, da so tukaj čez noč počivali, pa potem šli naprej. Teda, svoj čas je bilo to kar neko eno tako križišče ali pomembna točka, zdaj se seveda vse spremenilo. Teda, malo ste dobili mogoče občutek, drugače zdaj ste pa tukaj pri naši kmetiji Mali raj. Za delo je veliki, drugače je pa malo. Delamo okrog 25 hektarjev zemlje, od tega 7 hektarjev gozda, 7 hektarjev je travnikov ali 6-7 hektarjev je njiv in 6 hektarjev približno je tukaj pašnikov, kjer se živali okoli kmetije pasejo. Tukaj smo pred odprtjem turistične kmetije oziroma kmečkega turizma, zgoraj so sobe, spodaj je pa jedilnica, tako za približno 50-60 ljudi, pa terasa glih tak. Z leve strani tam bomo šli gor, je najprej sirarna, potem zgoraj so pa hlevi z kozami, ovcami, alpakami. Tukaj 500 metrov stran levo pa še imamo eno apartmajsko hišo z dvema apartmajema, tako da nekje približno, ko bo to vse skupaj zalaupalo, nekje 20-22 postelj lahko pri nas prenoči. Znotraj tega pač gradimo kot destinacijo zeleni turizem, odmaknjeno od mest, odmaknjeno od mobitela. Mi še danes nimamo stacionarnega telefona, tu vas bo dobil samo se pravi A1 Simobil, ker on je lansko leto postavil tu oddajnik mobitela, pa tega nismo imeli, teda naši gosti so bili kar veseli, da ni bilo signala. Sedaj bomo dobili končno tudi optiko, teda bomo lahko tudi povezani malo bolj kulturno, kako bi rekel. Tudi pred 3 leti, 4 leti smo dobili komaj vodovod, mestni, oziroma občinski, kakorkoli. Teda mi smo prej naredili pač svoje vrtine 20 metrov globoke, da smo lahko kmetijo kot tako normalno funkcionirali, pa tudi za sirarno pa vse to. Imamo približno 200 živali, okrog 120 koz, različnih sanskih, srnastih in burskih. Sanske in srnaste imamo za mleko, vse kaj molzemo, v bistvu naredimo potem sirarni sir. Imamo tudi 50-60 ovc in potem imamo ta moment 14 alpak, drugače pa imeli smo že tudi 25 alpak, ki v bistvu se pasejo tukaj okoli. Smo drugače ekološka kmetija,
v bistvu vse, kar delamo, glede na to, da je pri nas ogromno divjadi, dosti se uničuje, nam konvencionalno se takole ne splača, zato ker pridelek je male in še potem samo bilo vlaganje, ker so pa tukaj te velike gozdovi proti Madžarski, je ogromno divjadi, jelenjadi, divje svinji in v bistvu nam pridelke uničujejo. Ker ste branže novinarja, bi rekel, malo poznate, ste je bilo večkrat to predstavljeno, ta problematika Boričkega, je glih ta področje. Budinci, Markovci, Hodoš, Dolenci, ta del občina Šalovci, tukaj je največ te škode, kar divjad naredi, teda za primerjavo, letošnje leto mi imamo približno 5 do 6 hektarjev njiv, mi smo samo 3 hektarje želi, 3 hektarje je bilo, še bi v bistvu kombajn plače, zato nije bi bilo predelka. Ako pogledate, tu zgoraj nad vami imamo ajdo, tu pa tam je kjer vse ostalo pojejo. Ali pa tam pri igrišču, teda je ta vedno tam boj z divjadjo ali pa z naravo, ampak dobro, to so naši problemi, ne bi vas tem mučili. No, drugače, zgoraj delamo kočje sire, ko ste potem tudi poskusili. Delamo vse iz surovega mleka, nič ne pasteriziramo, se pravi, kaj danes pomozemo, jutri naredimo sir. Delamo od svežega do poltrdih sirov, tudi z dodatki, od zelišča, poper, bučna semena, konoplja, čili, teda več vrst teh orehi, več vrst sirov in tudi delamo albuminsko skuto. Saj boste potem se lahko pogledali. Se pravi, vse, kaj naredimo v bistvu tu na kmetiji, oziroma nekaj 2-3 izbrane gostilne ali pa hotele, kar še prodajamo, ampak je tako, pred 7 leti, ko smo začeli, je bilo to eksotika v Pomurju, ker vsi so na krave pa na svinje, zdaj pa v bistvu se začne spreminjati tudi miselnost za zdravje. Ljudje malo začnejo dajati tudi na sebe, kaj bodo pojedli, kako se bodo počutili za zdravje. Teda bomo si potem šli gor, pa bomo si malo to pogledali. Ne vem, če vas zanimajo, mogoče malo povemo od alpak. To so živali, ki izvirajo iz Južne Amerike, zdaj ki jih ne poznajo. Mi smo jih pripeljali pred 11 leti sicer z Nemčije, enega samca smo sicer pripeljali tudi iz Čila, ker takrat je še bilo to res eksotična žival, pod narekovajem, ki je bilo malo še v Evropi. Živijo v Andih, njihova domovina je v Andih, živijo nekje 25 let. Primarno jih gojijo za volno. Njihova volna je v bistvu edina volna živalskega izvora, ki nima lanolina, se pravi ni mastna. Zato se tudi težko prede, se pravi preja se zelo težko naredi in je zato tudi toliko bolj kvalitetna in tudi bolj draga. Za primerjavo, tukaj je skada, epa, zgornji Radgoni, šiva, za alpakine, baby alpake, moške obleke, za London, za te mitale, pa te siti, pa za te približno od 5 do 12 tisoč evrov je ena moška obleka. Najkvalitetnejša alpakina volna, se pravi obleka moška. Temu primerno je tudi to. No, drugače alpaka ima 2-3 zanimivosti, kaj druga živalstva, jaz nisem zasledil, kaj nima. Imajo svoje stranišče, ker živijo v teh Andih, kdo je pač bil, je tako suho podnebje in v bistvu zelo malo trave in da same sebi ne onesnažijo, si zbere eno točko in vse grejo tja. Zdaj boste videli, na tem pašniku se pasejo, samo eno točko imajo, kam hodijo. Nikjer tako kot vse druge živali domači, kjer god pač naredi kje kot. Ja, prav zanimivo, ne? Ne, v bistvu gre se za to, da sam na eno mesto hodijo. To za gnojilo se uporablja. Ja, to je v bistvu tako, na koncu predelajo, imajo 3 prekatni želodec, predelajo tako kot mali noht. Tako ga fejs predelajo, ker v bistvu v naravi tam oni morajo preživeti v Andih tiste suhe trave in vse to, kar je. Pri nas je v bistvu predobro, ker je preveč trave, preveč je hranilnih snovi v travi. To je ena zadeva. Druga zadeva, kar je zanimiva, ženska 13 mesecev so breje, mladiča skoti sijar med pol 7 ure, 6, pol 7 do pol 3 popoldne. Nikdar ne večer, nikdar ne po noči, ne nič. Pustimo, če kaj slučajno ni naravnega, da pač so neke problemi z zdravstvom in zdravjem, kaj tega. Spet je prilagojeno podnebju Andov, ker tam je po noči -20, po dnevu +20 in da mladiča ne bi skotila večer, da bi pomrznil, da se ne bi posušil, ga v bistvu tako. Ampak pri nas poleti je tudi 30-35 večer, ni variante, da bo skotila, bo v bistvu se vidi, da se kak podmačje odpira, bo zaprla in bo takoj zjutraj, ko bo sonce ob 6 mladiča povrgla.
ne glede na to. Ne. Drugače pri nas ni je predobro, ker je preveč dušika v trave in v bistvu volna ni tako debela. Mislim, ni tako tanka, bolj tanjša, daljša je, več je vredna. In za primerjavo sem povem, en plemenski samec, ki je bil z Avstralije peljan v Ameriko, je bil 130.000 ameriških dolarjev. To je najvišja cena, ki je bila za alpakinega samca do zdaj prodana. Ne. So pa te plemenske živali res najboljše, tam od 10 do 20.000 evrov. Skoti enega mladiča, 13 mesecev je breja in nekje 15 mladičev do 18 mladičev ima v svojem življenjskem ciklusu. 15 do 18, če pač gre normalno, ker nekje, je pa takoj godna, v bistvu skoti in že prvi dan je v bistvu se lahko pripusti. Ne. Ker je smrtnost relativno tudi tam relativno visoka in tam v Andih jo tudi uporabljajo za meso. Drugače farme, ki se s tem ukvarjajo, morajo imeti samo 50 ali 100 ali pa 1000 belih ali črnih. List tak je certificiran, nekje 22-23 certificirani barvja. Tako kot bi rekel, ženske, ko imate, ko greste, ne vem, Müller ali druge, ko so barve, tako so tudi alpakine. In tako se tudi mora striči in tako se tudi mora zaradi barvanja volne kot take. Ne. Se pravi, ni treba kemično obdelati, samo se opere in se da dejansko v prejo, ali pa tudi recimo mi delamo tudi z glavnike odeje, ker je to zelo toplo, pa ni nobenih primesi, nobenih kemije, ni treba kemično obdelati kot tako. Ne. Še ena zanimivost je, ne, recimo, vse sodijo v družino kamel, lame, alpake in kamele, vse so isti gensko zasnovo imajo, lahko se tudi med sebojno parijo, ampak so vsi jalove, po domače povedano, ne, potomce. S tem, da razlika med lamo in alpako, drugo je, da je manjša, ta je bolj nežnega obraza, lama je bolj groba, lama pluva. Ne? Lama pluva, pa alpaka tudi pluva. Ampak alpaka pluva ženska, moškega, takrat, ko se noče pariti. Če ni za parjenje, v bistvu to želodca, tisto zeleno travo, tako od lama, in ga v bistvu cilja točno tu v čelo v glavo. Ne? Tako da v bistvu on smrdi, en teden smrdi tako, da ni močno zelenje, cele in smrdi. Ne? Na ta način mi vemo, da je recimo breja ali pa kakorkoli, da nekaj ni. Ne? Če pripustimo zraven. Ker to so take ene tri znamenitosti. Še ena je taka, ki je v bistvu zelo bistvena, tudi uporabljajo se za terapije. Žival je, ki živi v tropu, se pravi 3 do 4 morate imeti najmanj, drugače pa zelo je boječa, čuti adrenalin v človeku, se pravi nemir, pomanjkanje koncentracije in so prav senatorije po svetu, s tem zdravijo hiperaktivnost ali pa zdravijo pomanjkanje koncentracije ali pa ljudi, ki so se že tako naredili poškodbe glave, da se moraš umiriti. Če se v bistvu ti ne prideš umirjeni zraven, na kakorkoli ne bo prišla tebi, te bo na 10 metrov, 6 metrov in te bo gledala, se sprašena, zgruče se zgrupirajo, drugače pa pride, pa ti kar jabolka vzame. Da se je v bistvu na mali vrvici gnati na sprehod, ker takoj za tabo ko čuti, da je pod kontrolo. Ne. To je tako na kratko. Potem bomo mogoče kaj malo več povedali, zdaj se malo sam zapijem, gremo tukaj en aperitiv spijemo. Štefan, dveh moramo iti. Malo smo se pač... Pravo, dveh moramo iti. Ja, gremo zdaj, ne? Kaj imamo v pol treh ponočno. Glejte, jaz se... Ne, sam povem, da ne bomo predolgi. Ko smo malo gledali, pa veste, kad ljudi po zime in ki je enkrat nemska televizija prikazala tak na blizu. Žena klica, žena, gledaj, jaz to smo tak lepe krat te bomo imela. Nisem vedel imena, ne nič. Te smo iskali in te smo pri Salzburgu šli gledat, pa potem Nemči kupili. No, to je bil gospodar, ki je predstavil svojo turistično kmetijo oziroma kmetijo. Vse ste pa slišali, videli v posnetku.